v dolini Sovre pri spodnjem Sorčanu so partizani organizirali sestanek, na katerem so vabili kmete, da se jim takoj pridružijo. Ti so odgovorili, da jeseni bi mogoče še šli, sedaj pa ne, ker imajo za opraviti glavna dela, kot sta košnja in žetev. V dneh enkrat po sestanku je Ivan Istenič po domačega letov šel v Rovte v župnišče, da naroči mašo za sorodnike. Ko je prišel v farovško kuhinjo, je za mizo zagledal italijanskega oficirja, partizanskega oficirja in rovtarskega župnika. Župnik je nemudoma vstal in ga usmeril v svojo sobo, da uredita za sveto mašo. Ko je bila plačana, je župnik pripomnil: "Glej, da ne boš kot kdaj povedal, kaj si nocoj tukaj v Farovžu videl." Ivan je na poti domov šel mimo Lukančkove domačije, kjer je pred kozolcem naletel na soseda Matevža Lukančiča, mojega očeta, in potožil: "Ne morem, da ne bi povedal, kaj sem nocoj videl v Rovtah v župnišču." Na kar je opisal, kar je ravnokar doživel. Bil je zelo presenečen, da je to možno, da so v župnišču sedeli skupaj italijanski oficir, partizanski oficir in župnik. V nedeljo 2. avgusta 1942 so šli možje in fantje, ki so bili na sestanku s partizani, k sveti maši v Podlipo, ker v Rovte takrat niso mogli, saj so bile ogrejene z žico. Moj oče je bil tudi izven žice in se jim je pridružil. Na poti domov so oddaleč zagledali nasproti prihajajoče italijanske vojake. Kljub pomislekom na beg so se s čisto vestjo odločili nadaljevati. Toda Italijani so jih zajeli ter odgnali na kmetijo pri Codnu, kjer so jih zaprli v eno sobo in zastražili. Enkrat popoldne, ko so se vojaki po požiganju v hišu pod Pesku in drugod ponovno zbrali, je na vrata sobe stopil italijanski oficir. V rokah je držal kos papirja ter začel z njega brati imena. Na spisku so bili vsi zaprti, razen mojega očeta. Eden po eden so ti možje in fantje šli ven iz hiše, oče je stopil za njimi, na kar ga je oficir na vratih grdo pogledal in odrinil nazaj v prostor. Zatem so se Italijani z ujetimi civilisti odpravili proti Sovri. Oče je ostal sam in premišljeval, da bodo njega morda kar tam ustrelili, ker je bil najstarejši, ostale pa bodo gnali nekam v internacijo. Nekaj časa je še počakal, ko je zunaj vse potihnilo in je uvidel, da nikjer več nobenega ni, je šel skozi gozd domov. Čez čas je iz gozda slišal bučno streljanje. Je pa bil ta isti italijanski oficir teden prej na našem domu. Nameravajo kupiti maslo, ki pa mu ga je oče dobrotljivo podaril. Češ tudi on je bil vojak in ve, kaj se pravi biti v vojski. Vse skozi je verjel, da ga je rešilo ravno to sočutno dejanje. Takrat, ko so ujete domačine gnali od Codna, je bila nad to domačijo v gozdu po imenu Veliki vrh tudi močna skupina partizanov. Z njimi je bil Pavel Coren, sin in brat ujetih Matevža in Franca. Vodilne partizanske oficirje je rotil, da naj nekaj ukrenejo in talce rešijo, saj so bili dovolj številčni, da bi Italijane lahko pregnali. Vodje partizanov so se nad prošnjo samo smejali, ukrepali pa nič. Po tem zelo tragičnem dogodku je od njih ušel in se kasneje pridružil novo ustanovljeni rovtarski vaški straži. 2. avgusta letos, na 80. obletnico poboja v Sovri, se je pri spomeniku na križišču pod Vidmarjem odvila proslava v organizaciji Zveze združenj borcev za vrednote NOB-ja. Nekaj dni kasneje, 7. avgusta, je pri kapelici na Plečnikovem Pilu potekala spominska slovesnost ob 80. letnici poboja v Sovri
in 30-letnici postavitve spominske kapelice, ki so jo pripravili svojci in sosedje pobitih. Na prvi so donele partizanske pesmi, na drugi smo prisluhnili Božji besedi, nagovoru duhovnika, sina ubitega in Marijinim pesmim. Ko smo se v velikem številu zbrali pri Mariji, kraljici miru, smo obudili spomin na pokojne in prosili kraljico miru, naj se kaj takega nikoli več ne ponovi. Sprašujem pa se, kaj so proslavljali ponosni nasledniki NOB, ponosni nasledniki tistih, ki so te ljudi izdali v smrt. Zdaj vemo, da je tisti spisek v roke italijanskega oficirja prišel iz partizanskih rok. Kaj so torej proslavljali člani Zveze združenj borcev za vrednote NOB-ja? Skrajno neokusno, celo perverzno je proslavljati vrednote NOB na grobu tistih, ki so se jim 1942. leta odpovedali in so to plačali z življenjem. Ne pozabimo, kmete iz Sovre so zajeli na poti od Maše. To so bili verni ljudje, zato bi morali na spomeniku njim v spomin stati križ, ne pa rdeča zvezda. In še, spomenik na križišču pod Vidmarjem ne označuje ničesar. Tam ni bil nihče ubit in tam ni nihče pokopan. Mislim, da je po 80 letih že čas, da se preneha z lažmi in zavajanjem, ki se vlečejo še iz časov totalitarizma. Da bi pa bilo zadoščeno resnici, bi bilo potrebno plošči na spomeniku dodati še eno besedo. Tako bi se novi napis moral glasiti v spomin žrtvam fašističnega in komunističnega nasilja. Sprašujem pa se tudi, ali je res primerno, da tovrstne proslave, ki zavajajo in vnašajo zmedo ter netijo razdor, s tem, da ne služijo resnici, sofinancira občina Logatec. Ubiti so bili fantje in možje v najlepših letih. Le zamislimo si, kako težko so umirali ti možje in fantje, ko so za sabo puščali očeta, mater, brate, sestre, mlado ženo, majhne otroke in vso breme preživetja, ki so ga nase sprejele vdove. Njim je posvečena pesem Tebi, mati slovenska, avtorice Marije Brenčič Jelen. Pesem je objavljena v knjigi Zločin v Češirkovem gozdu leta 1942.